tisti, ki me še ne poznate, sem Jana Miklavčič, delam na Ministrstvu za okolje in prostor v sektorju za odpadke, zato bo tudi bolj iz odpadkovnega stališča tole hitro predavanje. Je pa zelo dobrodošlo namreč, ker jaz sem nosilka direktive za zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, tako imenovana Single Use Plastic direktiva. Vsaka informacija o nekih novih materialih ali pa dodatnih materialih je dobrodošla. Jaz sem marsikaj slišala kar skepticizem glede tega, kot tudi kakšne bi bile lahko rešitve tega. Danes verjetno ne bomo rekli Bobu Bob, je pa od tega povabila naprej ali pa že prej, ko smo razmišljali, koliko novih materialov se pojavlja in v katero smer gre pač razvoj različnih vrst plastike in pa kakšen je naš obstoječi sistem. Seveda je vredno razmisleka tako z moje kot z vaše strani, tako da zdaj te moje predhodnike ste slišali, oni sortirajo te odpadke, zbirajo in sortirajo. Tudi zanimivo je bilo predavanje od gospe Interseroh, dejstvo je, odprta vprašanja. Odprla jih bom tudi jaz in pa vam mogoče še z enega ali pa dveh več vidikov odprla mogoče tudi vam v razmislek, kaj bomo pol naprej naredili. Zdaj, glede na to, da ste večinoma pač trgovci, proizvajalci, jaz sem skušala, kje se sploh plastični odpadki pojavljajo, ker posledično iz vaših proizvodov nastanejo potem odpadki in kako jih tudi uvrščamo v sistem evidentiranja odpadkov. Namreč sklep komisije ima seznam odpadkov, 20 različnih skupin odpadkov, ki se pa primarno uvrščajo na to, kje nastanejo. Sicer ima pa vsak odpadek 6-mestno številko odpadkov, to se pravi skupina, podskupina in pa 6-mestna številka odpadkov. Zdaj ne bomo jih, ne vem, brali, ampak samo tisti, ki se morda toliko ne ukvarjate z odpadki, da veste, kako se te odpadki evidentirajo, ker je seveda prvo vprašanje, koliko pa je bioplastike, gre na trg v naši Sloveniji in pa posledično, koliko iz tega nastane bioplastičnih odpadkov. Lahko rečem, da ne vemo, ne. In sicer sistem je tak, da plastiko pač uvršča kot plastične odpadke. Ali je to iz kmetijstva, ali je to iz organskih kemijskih procesov, ali iz oblikovanja, ali sortiranja, ali je to embalažna, ali so to komunalni odpadki. Tudi med kosovnimi odpadki se najde plastika, tudi med mešanimi komunalnimi odpadki se najde plastika. Tako da v bistvu je evidentiranje preko evidenčnih listov in pa poročil tistih, ki proizvajajo odpadke, tistih, ki zbirajo ali pa predelujejo ali pa odstranjujejo odpadkov, gre preko tega sistema šifranta s številkami odpadkov. Tako da zdaj v bistvu, če bi mi hoteli ven izluščiti, koliko je pa odpadkov iz bioplastike, tega načeloma ne bi mogli dobiti. Edina zakonodaja, ki ločuje po polimerih, ravno tako, PET polimer, polipropilen, polietilenski polimeri, edina zakonodaja, ki trenutno ločuje, je zakonodaja za čezmejno pošiljanje odpadkov v okviru Bazelske konvencije, kjer so šli bolj v sofisticiran sistem, kam se lahko odpadki iz posameznih polimerov uvažajo ali izvažajo. In sicer to je zelo zapleten sistem, gre pa za to, da tam, kjer so razsortirani po polimerih, je večja verjetnost, da grejo v reciklažo, ker drugače niti ne bi toliko razsortirali po posameznih polimerih. Potem jih pač peljejo na sežig. Tako da načeloma pa tukaj po polimerih še nimamo ločeno
ločenega evidentiranja, da bi vedeli, koliko peta, koliko tega polimere, koliko tega in posledično tudi koliko bioplastike. Zdaj, koliko nastane pri nam odpadne plastike suma sumarum, je tam okrog 120.000 ton, to je podatek iz leta 2019, nekaj temelji na evidentiranju, nekaj pa na dajanju na trg plastične embalaže. Evidentirano je, da 98.000 ton se uvozi plastičnih odpadkov, to predstavlja 9% samih količine, koliko se tega izvozi. In sicer v 10-letnem obdobju od 2009 do 2019 se je ta količina 5-krat povečala in 95% uvozimo iz EU-ja. Izvozimo tam okrog 60.000 ton, kar predstavlja 5% maso izvoženih odpadkov in v 10-letnem obdobju se je ta izvoz povečal za 6-krat in 60% izvažamo v EU, ostalo pa seveda v tretje države. Od nastalih odpadkov v Republiki Sloveniji se jih 37% reciklira, 6% sežiga, 0,03%, hvala Bogu, odlaga in ne več, in 35% se jih izvozi. Ali gre to v nadaljnjo reciklažo ali pa v samo ponavadi sežig. Koliko imamo pri nam zdaj po sistemu ravnanja z odpadki, ki recimo zbiralci lahko zbirajo raznovrstne plastične odpadke na tistih prvih 2 slajdih, kot sem pokazala, in pa koliko imamo predelovalcev in odstranjevalcev plastičnih odpadkov. Zdaj upam, da je na vaših zaslonih bolj to vidno, ampak tako, 78 imamo zbiralcev raznovrstnih plastičnih odpadkov, predelovalcev in odstranjevalcev pa je tudi seveda različno po posamezni, po okoljevarstvenih dovoljenjih, koliko predelovalcev oziroma odstranjevalcev lahko določeno vrsto odpadka recimo predela ali pa odstrani, recimo 0,2, 0,1, 0,4, to je odpadna plastika iz kmetijstva, imamo 25 predelovalcev, od tega jih 8 reciklira, to lahko reciklira, eden sežge oziroma termično obdela, gre za predelavo, in to jih je 9, ne. To se pravi, ostali predelovalci so pa po postopku R12, R13, tisti, ki mogoče niste s tem kodom domači, to gre za postopke skladiščenja in predhodne obdelave in sortiranja. To se pravi, več imamo teh, zdaj nimam kapacitet v samih tonažah, ampak bolj po številu predelovalcev, se večina pač pri nas presortira in gre v tujino ali na reciklažo ali na sežig. In tako naprej so tudi nekaj kapacitet je, kot vidite so številke, ne vem, naprej 0,7, odpadki iz organskih kemijskih procesov, 45 predelovalcev je, 26 reciklerjev, en pač ki ima sežig in tako naprej po posameznih številkah odpadkov, glede na vir nastanka teh plastičnih odpadkov, kamor se seveda se zdaj tudi uvrščajo bioplastični odpadki, ker je to ena vrsta, to se mi pa toliko premika, bom čisto nežno. Če gremo naprej zakonodajo, krovni zakon je Zakon o varstvu okolja, ki daje osnovno usmeritev nekako ali pa določitev ali pa prepovedi, kakšen bo sistem ravnanja z odpadki, kakšna so pravila ravnanja z odpadki, pravila izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj in tako naprej, tudi pravila prepovedi, pravila hierarhije in pa seveda tudi kot zakonsko osnovo za izdajo podzakonskih aktov. In krovna uredba je pri nas uredba o odpadkih,
Potem so pa, kjer se lahko še pač določeni plastični odpadki urejajo, je tudi uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, uredba o embalaži in odpadni embalaži, uredba o obvezni gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, kjer je sistemsko urejeno, kar bomo majčkeno kasneje videli ta sistem, ki ga bom jaz še pač nadgradila od mojih predhodnikov, ki so se ga že dotaknili, kakšen je način in kje vidimo težave ali pa odprte možnosti. Potem je uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg in pa tudi tisti, ki niso prepovedani, kako se jih označuje. Gre za delen prenos direktive, subdirektive. Moram povedati, da 13 držav nas je preneslo subdirektivo, 8 delno, 5 naj bi jih v celoti, ostali pa sploh še niso tam. Zdaj seveda so tudi še drugi podzakonski akti, ki se dotikajo plastike, tudi sveče so plastični odpadki, odpadne nagrobne sveče, potem odpadna električna elektronska oprema, izrabljena vozila, potem uredba o odlagališčih odpadkov, potem ta waste shipment regulation, uredba o izvajanju uredbe o čezmejnih pošiljkah odpadkov. V glavnem se najdemo povsod. Potem so tudi strateški dokumenti. Recimo na evropski ravni je ta Evropska strategija za plastiko, ki je že prva predavateljica se dotaknila. V tej strategiji, ki jo je izdala Evropska komisija, naj se poveča 4-krat kapacitete za recikliranje plastike, in pa do leta 2030 mora biti vsa embalaža, ki je dana na trg, reciklabilna. Potem je Circular Plastic Alliance, to je pač to združenje. Komisija je rekla, ali so lahko proizvajalci tako zreli ali tako zavezujoči, da se dogovorimo, da se dogovorno z nekim sporazumom dogovorimo, da bojo porabili, povečali trg in uporabili za 10 milijonov ton plastike v svojih proizvodih. In tudi pač nekaj naših podjetij se je k temu zavezalo. Potem je Evropski plastični pakt, kjer so se povezale ambiciozne države, kako ravnati z plastičnimi odpadki. In pa seveda, kakšne proizvode se daje na trg. Potem je strategija za kemikalije, ki pravi nič več nevarnih snovi v proizvodih. Potem je Plastic Waste Partnership, to je globalna organizacija v okviru Bazelske konvencije, kjer se v bistvu ne samo za čezmejno pošiljanje odpadkov, ampak kakšni so sistemi zbiranja po svetu in tako naprej, tako in izmenjava izkušenj. Tako da je kar veliko teh združenj, pa še nisem vseh povedala. Naš tak strateški dokument je program ravnanja z odpadki in program preprečevanja, poleg seveda zakonodajnih dokumentov. Trenutno ga imamo v posodobitvi. Zdaj se bom na hitro tudi dotaknila okoljskih ciljev pri ravnanju s plastičnimi odpadki, in sicer plastika, med drugim tudi bioplastika, se lahko znajde med komunalnimi odpadki. Tukaj se cilji višajo. Do zdaj vemo, da so bili 50% do leta 2020, da se ponovno uporabi in reciklira komunalnih odpadkov in se seveda povečuje vsakih 5 let za 5% več. Potem so cilji recikliranja odpadne embalaže. Sedanji cilji, vidimo, da so 55% celotne, vsa odpadna embalaža se mora reciklirati in pa plastična odpadna embalaža na 22,5. V 5 letih, to se pravi še manj, v 4 letih se to enkrat poveča in leta 2030 še 5% gor. Potem cilji po direktivi SUP za plastične proizvode za enkratno uporabo. Vidimo, da ločeno zbiranje plastenk do leta 2025 mora biti najmanj 77% in do leta 2029 najmanj 90%. Zdaj med te plastenke bojo tudi te bio prišle, tudi PLA in tako naprej. Zato so te cilji omenjeni ali pa da vidimo, kje smo. Potem vsebnost reciklata, do leta 2025 mora biti v 5 plastenkah 25% in do leta 2030 dalje najmanj 30% v vseh plastenkah, ampak govorimo o povprečnih vrednostih za državo.
Potem zmanjšanje potrošnje plastičnih lončkov in posodic za živila za enkratno uporabo. To je še trenutno v osnutku uredbe. Komisija je namreč predlog podala za to subdirektivo v smislu prepovejmo določene plastične proizvode, za katerih že obstajajo alternative ali pa se hitro lahko razvijajo, za tisti, ki pa še niso. Trenutno alternative pa naj države določijo nacionalni cilj znižanja potrošnje. Zdaj predlagan v javni obravnavi je bil 20% v tem 4-letnem obdobju, kar mi vendar v Sloveniji smo tudi že nekaj na tem področju naredili. Potem delež ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, tudi tukaj bomo mogli nekaj narediti. Okoljski cilji pri ravnanju s plastičnimi odpadki, sem prej že omenila, so te prepoved dajanja na trg v Republiki Sloveniji, plastični jedilni pribor, plastični krožniki, slamice, palčke za balone, potem ekspediran polistiren, tako posodice za prehrano kot vsebniki za pijačo in lončki za pijačo, potem vatirane palčke iz plastike, izdelki iz plastike, razgradljivi z oksidacijo. Zdaj tukaj moram povedati, da je treba poznati zadevo tudi iz tega stališča, da ta subdirektiva, pod njo ne zapadajo naravni polimeri, ki niso kemično modificirani. In zdaj ta široka proizvodnja, recimo, imamo že težavo, plastične slamce iz PLA-ja, se to je pa vendarle bio, se to je pa ja biorazgradljivo in tako naprej. In ta bio, enostavno PLA zapade pod to in so tudi plastične slamce iz PLA-ja recimo prepovedane. In recimo tudi, če bi bilo tudi ostali, recimo, ne vem, jedilni pribor, če se da narediti, ali krožniki, zato ker PLA je kemično modificiran, je natur, je pa kemično modificiran. To vse izhaja iz te REACH uredbe, za kemikalije. In tukaj so bile težke razprave, tudi PLA in pH sta, recimo, tis je pa je tudi v bistvu izdelki, ki so iz tega, so tudi prepovedani, pa imamo tudi oznako bio. Tako da je pri tem treba biti zelo previden, zakaj se to uporablja. No, to je pa moj zadnji slajd. Zdaj slišali smo okrog tega tudi vaš feedback oziroma sporočilo je bilo, delamo iz materialov, seveda je zdaj vprašanje bolj trajnostni, manj trajnostni in tako naprej, to je tudi diskutabilno, ampak če rečemo, da je pač nek napredek na tem, da lahko bi se, da tisti, ki so kompostabilni, recimo materiali, kam z njimi, Zdaj, tle pri nam moramo vedeti najprej sistem zbiranja naših odpadkov. Pa bom začela. Če imate vi, recimo v proizvodnji, da se bojo vaši proizvodi v proizvodnji znašali kot stranski proizvodi ali pa kot odpadek, ga vi lahko date pooblaščenemu zbiralcu ali pa predelovalcu neposredno v, recimo v kompostiranje, če je seveda kompostabilen, ta odpadek. To je zdaj recimo, če bi pri določenih procesih nekomunalnih odpadkov prišlo do, ker vemo, lahko, ne vem, ali bo igrača iz tega, ali bo cev iz tega, ali mislim, karkoli. To je en sistem, ki mu jaz pravim klasičen. Poiščeš pooblaščenega zbiralca ali pa predelovalca ali pa odstranjevalca, seveda si ti plačnik polluter pays principla, to se pravi, vi ste onesnaževalec z odpadki in vi plačate za nadaljnje ravnanje s temi odpadki. Drug sistem je sistem javnih služb. In tretji sistem je sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. In zdaj moramo pri tej bioplastiki nekaj ločiti. Eno je embalažni tok, ostalo so pa neembalažni toki. In kje se lahko, zdaj pa pojdimo na embalažo. Embalaža se kot mešana odpadna embalaža zbirajo in več različnih polimerov, PET, vemo, da je polietilenski, tudi polistirenski,
polistirenska je določen del ali pa so zamaški. Potem se tam zbirajo kompozitna embalaža, to se pravi sokovi, mlek in tako naprej. In pa seveda kovinska odpadna embalaža. To se zbira v tem rumenem zabojniku pod proizvajalčevo razširjeno odgovornostjo. Kaj to pomeni? To pomeni, da zaenkrat za spremembo sistema bojo pa tudi proizvajalci zbiranje plačevali, ampak zaenkrat plačujemo zbiranje te odpadne embalaže prebivalci. Od tega, ko je pa naprej, ko se zbere, od komunalnih podjetij naprej, pa plačujejo nadaljnje ravnanje proizvajalci. Tukaj moramo videti sistemski tok, finančni tok in pa tudi sam po sistemu materialov. Potem, dobro, lahko se nam znajdejo te bioplastični odpadki tudi med mešani komunalni odpadki. Kdaj? Recimo, ne vem, da bi bila kakšna igrača narejena iz bioplastičnih odpadkov. Če jo ne damo v reuse center, če ni večja in jo damo med kosovne odpadke, to se nam tudi tam lahko znajde, se znajde med mešanimi komunalnimi odpadki. Prej ste slišali 3 predelovalce, 3 sorterje, tam gre zadeva v predobdelavo in je take zadeve težko izločevati. Potem imamo pa biološke odpadke. Biološki odpadki niso pod sistemom proizvajalčeve razširjene odgovornosti. To se pravi, če gledamo poleg vseh tistih problemov, da niso prepoznavni, da ljudje ne bodo vedeli in bodo mogoče negativna sporočila. Do tega, da v bistvu tudi pri embalaži, recimo, če bi šli pri embalaži na bolj sofisticiran sistem sortiranja, je problem recimo žal tistih manjših embalažnih enot. Kakor smo videli prej tiste kremce, pa je krasna embalaža, res napredek na tem, ampak zaenkrat smo še nekako ujetniki, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. In povedati moram, da upamo, da se bo do konca leta, da bo komisija predstavila predlog spremembe embalažne direktive, napovedano je, narejena je tudi že študija, predvsem, kakšne morajo biti tiste minimalne zahteve embalaže, da bo dana na trg, katera je ponovno uporabljiva, večkrat uporabljiva, katera je reciklabilna in katera je kompostabilna. In pa smo spet industrijsko ali domače hišno kompostiranje. Ne? In zdaj, če si predstavljamo, da vi želite, recimo, da se preusmeri bioplastika, pa vemo, da je to različno, ne, kompostabilno, v recimo med biološke odpadke, potem bi mi mogli tam uvesti neko sortirno analizo, kaj je embalažni del, kaj ne embalažni del. Mi pa nam zdaj traja projekt zmanjšanja odpadne hrane, ki je tudi eden od ciljev. Vam povem, smo 2 leti rabili, da smo najdeli nekoga za analizo odpadne hrane, katera je užiten, kjer je neužiten del, koliko jo nastane, koliko je embalaže že med samo, zato ker pač ljudje ne ločujejo ustrezno in tako naprej. In pa tudi ta sporočilnost, ne, in prepoznavnost embalaže. V tej študiji, ne, je bilo tudi ugotovljeno, sej, tako kot smo že vsi danes ugotovili, sej ljudje ne vejo, a je bio, ni bio in še tisti bio naprej, kako se razvije. Ne. In verjetno bo iz tega prišlo vsaj za embalažo, pa potem posledično mogoče tudi za druge izdelke, ven, kako se enotno vsaj v Evropi bo označevalo te izdelke, pa bo mogoče bolj potem prijazno, ko bo poenoteno in da se ljudje navadijo. Potem imamo še en drug, potem, če damo to recimo kot želja, ja, če bi šla ta biološka embalaža kot postane odpadek med biološke odpadke. Ne? Tam prebivalci plačujemo zdaj te odpadke in recimo nam ni v interesu, da se material iz enega zabojnika samo pretransformira v drug zabojnik. Moramo še nekaj na bolj na trajnostnih proizvodih narediti večkrat uporabljivih in zmanjšati količino odpadkov. Ne? Pa je potlej problem tudi finančni tok, ne? Ker v bistvu to prebivalci plačujemo. Ne? In naenkrat se bojo bio odpadki povečala. Ne?
To se že nekdo dotaknil stroške, ampak pustimo stroške, poglejmo tudi za okolje. Ne. Tukaj imate, vidite, nek tak sistemski pristop, ki ga vam probam čim bolj plastično opisati, ne. S čim se vse srečujemo, s kakšnimi vprašanji. Prvič je majhen tok, kakšne embalaže so manjše, težko bo pri sortiranju, pol kako jih bomo označevali, kdaj bo zdaj že to ven poenotenje prišlo, da bomo ljudje prepoznavali, še nekaj časa traja, da bomo to prepoznavali. Potem, zdaj se v bistvu mogoče že, v bistvu so to vse taka vprašanja, izzivi, ki jih moramo dati na pladenj, pa nekaj se pravilno odločati, ne. Zdaj prvo je, da moramo res tole embalažno direktivo počakati, da vidimo, kakšne bodo zdaj te oznake, verjetno bo tisto OK, kompost, pa home, pa ja, pa ne home. Potem, kaj se nam lahko še pri odpadni embalaži nekaj drugega zgodi, ne? Kot smo prej videli, cilj ločenega zbiranja plastenk, ki vemo, da volumensko kar dosti, ne toliko po masi, volumensko pa kar dosti v naših zabojnikih zavzamejo. Ali bomo mi sposobni z zabojniki, ki so pred našimi vrati, v copatih gremo lahko do njih, a bomo mi vse sposobni glede na pač naše, da ne ravno kakovostno ločeno zbiranje po količini ločeno zbranih odpadkov smo v redu, ampak po kakovosti pa ne. Vemo, da je približno 20% v mešanih komunalnih odpadkih recimo ločeno zbranih frakcij, med njimi tudi embalaža, in ravno tako sorterji in družbe, ki skrbijo za te, poročajo in z lastnimi sortirnimi analizi, da so tudi drugi odpadki, recimo tukaj neembalažni odpadki, a ne? In da ne govorimo, če ste poslušali dobro, kaj vse najdejo, ko hočejo kompostirati teh odpadkov. Tako da moramo vsi skupaj res nekaj narediti. Bi pa rada še povedala za tole, no, moramo tudi razmisliti, zdaj prvi cilj je 2025 77% vseh plastenk ločeno zbranih. Gospodarska zbornica je v sodelovanju z industrijo pač pijač naredila že eno neko prvo analizo, kje sploh smo, ne, ker ni podatkov na ta način, ne. Kot vidimo, se vodijo plastično odpadna embalaža. Ampak in zdaj nekako smo prišli do, oziroma so naredili analizo, da smo tam nekaj čez 60-64%. Zdaj, tisti prvi cilj leta 2025 do 77%, bomo z nekimi akcijami ozaveščanja, kam s temi plastenkami, da le vendarle v zabojnik za odpadno embalažo, govorim o vseh plastenkah, ne, in a bomo prišli do prvega cilja, ampak a bomo prišli do drugega cilja leta 2029, 90% ločenega zbranega v tem rumenem zabojniku, ne, ali bo ta depozitni sistem neizogiben sistem, kar pomeni, da se nam bo volumen v tem rumenem zabojniku verjetno nekoliko zmanjšal, če bo do tega uvedbe prišlo. Tako da v bistvu zdaj sem hotela, pa upam, da sem bila dosti razumljiva, malo še na širše predstaviti malo sistemski problem, pa ne, da niso za to rešitve, ampak enostavno bojo rastli, materiali bojo rastli, potrebe bojo rastle in mogoče bo potrebna kakšna transformacija tega sistema, mogoče tudi boljše sortiranje, ali je možno, ne vem, elektronsko ločevanje ali kaj takega, tudi ta nadgradnja, da bomo dosegali vsi skupaj te cilje okoljske, ki jih bomo, ne, in potem mogoče tudi eno z drugim, ne, kaj bo zdaj s to bioplastiko, da bo našla pot, recimo recikliranja ali ponovne uporabljivosti ali ostale reciklabilnosti in tako naprej, ne. Tako da upam, da nisem kaj preveč zašla, no, ker sem hotela na hitro. Tako da toliko odprtih vprašanjih, mogoče nekaj nakazanih rešitev, ampak naslednja leta bodo res verjetno ključna, kako bomo zapeljali ves ta sistem, a ne.